Gospod Lečnik, mene zanima, če usposabljate vajence in predvsem mogoče me zanima tudi to, kaj cenite pri mladih kreativcih. Usposabljam. Do zdaj sem imel 2, zdaj trenutno je 3. v igri na nek način. Najbolj fajn je, kadar je mladenič ali pa mladenka, teh je sicer manj, navnet, da je vztrajen, da hoče, da ga zanima tehnika. Na osnovi tega potem se da nekaj zgraditi. Ker če ga pa tehnika ne zanima, pa da hodi samo v službo, tiste pa hudo. Tako pa ne gre. Dajte mi povedati, koliko pa mora biti star vajenec, če želi postati mojster, tako kot ste postali vi? Mojster ne postaneš dejansko nikoli, če smo pošteni, zaradi tega, ker je vedno nekdo, ki je boljši od tebe, ki neko stvar naredi boljše kot ti. Vajeniška doba se začenja v srednji šoli. V Celju imamo šolo, to mislim, da tudi vi veste. Ampak trenutno nimamo nobenega kandidata, na veliko žalost. Potem pa se izobražuješ. Najbolj pomembno je, da se izobražuješ dodatno, ne samo, da narediš šolo, pa potem za delovno mizo, ker to ni. Samo uštvo je v redu, se ni slaba stvar, ne? Ampak dejstvo je, da se morajo mojstri naučiti, da ti pokaže, kaj je prav, kakšna so pravila igre, da ne hodiš izumno tople vode. Toplo vodo so že drugi pogruntali. Potem pa jasno, leta, kilometrine. Več kot kilometrov narediš na tem področju, lažje ti je. Ampak jih je vedno več pred teboj, kot za teboj. To je pa dejstvo. Pa spada ta služba med bolje plačane poklice? Definiramo, kaj je bolje. Ni slabo plačana, če si dober. Ampak moraš biti dober na marsikirem področju. Ne samo na urarstvu, tudi kot človek se moraš malo drugače obrniti. Ne moraš biti strogo, ozko usmerjen kot konj s plašnicami. Moraš biti dovolj spreten, razumeti stranke, da se jim prilagodiš in tiste stranke, ki začutijo, da se jim prilagajaš, tiste so pripravljene plačati tvojo strokovnost. Tisti, ko pa niso zadovoljni, grejo pa drugam. Ni slabo plačana. Mene pa zanima, če se vam je že kdaj zgodilo, da ko ste imeli celotno uro razstavljeno, da vam je kar naenkrat prišlo, da ste morali kihati in so se vam vseh teh 100 delčkov razpihali. Na srečo še ne, vidim pa katastrofo. Pa se je zgodilo kaj drugega, kaj podobnega, tako najbolj zoprna stvar, ki se vam je kdaj zgodila? Ne vem, če za javnost. Popolnoma razstavljen mehanizem ti pade po mizi in se razleti. Ni sicer od kihanja, ampak od tvoje lastne nerodnosti, tako da to pa je katastrofa, ker imaš ogromno dela, da to skupaj spraviš nazaj. Pa rada bi še slišala kakšno zanimivost ali kako anekdoto ali pa kak rek starinski, pa ne to povozil te počasa ali pa rana ura, zlata ura. Kaj drugega, kaj bi mi še lahko povedali? Moje željo za moje stranke, da takrat, ko jim je lepo, da jim teče čas počas, takrat, ko jim je hudo, da jim teče hitro, ampak točno pa ne bo vedno. Lepa. To si vam pa zapomnila. Hej, Adel, pa kaj je s tabo? Rana ura slovenskih fantov grob. Na podlagi podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se povpraševanje po poklicu urar povečuje.
V evidenci brezposelnih oseb smo imeli v prvih 8 mesecih letošnjega leta prijavljene le 4 urarje. In ne nazadnje, točnost je lepa čednost.